the rhythm in your head. Puszysz ty mene. Zašto? Dobro jutro, dober dan in sladko, sladko lahko noč. Ponovno nova epizoda. Yes. Evo, načakali smo se. Jaz tudi osebno. Ampak sem zelo vesel, da sem nazaj tukaj pred vami, v vaših ušesnih luknjah, tam, kjer je meni najbolj udobno. V redu. Prvo kot prvo bi se rad opravičil. Prosim vas za vaše usmiljenje, ker je to edina epizoda ta teden. Nažalost sem hotel narediti video epizodo, kar bi bilo zakon, ampak me je moj fucking komp me je izdal. Hodil sem editati na moji shit mašini. Dejstvo je, moj priljubi laptop, moj priljubi laptop je Easy laptop. Bolj za scrollanje, bolj za take zadeve. Še včasih mi to editanje teh podcastov zašteka. Sam audio verzija, tako da razumete, da glih za video ni. No in ko sem probal jaz to z video delati, sem mu lepo gor vse posnel z audio, vse tako lepo, bam, s kamerico na mojem telefonu, vse je bilo skupaj povezan. In jaz debil nisem shranil potem onih videov, sem jih sam prenesel in izbrisal na telefonu, sem rekel, ne bom mi to dodatnega plača zasedel na telefonu za brez veze. Kaj se je pa zgodil? Crknil je vmes med editanjem, sem ga resetiral in itak se mi ni shranil nič. Fajli so bili skorupirani, vsa delo je šlo v kurac. Ne vem, zakaj se tako kurac oglaša, ampak ni važen. Ja no, in kaj sem pol? Nič. Pol sem bil pa malo depresiven, kakšen dan pa pol, 2, 3, 4, ok, veliko časa je minil. Ampak da sem sploh komp poštimal, mogel sem ga pustiti na samem, da se on rehabilitira, ker je en penzionist, je šel v bazen, dvigoval svoje boge nožice, da spet nazaj prišel v forma. Komp je star 4 leta. 4 leta nazaj je stal 450 €. Aus Deutschland, tako da v redu še dela za tisto. Se pravi 4 leta nazaj, če zgubi vrednost, recimo vsak let ene 100 €, koliko je vreden komp? Ja, toliko kot kila krompirja v šparu. Mogoče 2 kili, če imaš jaz budžet. V glavnem. Kva sem hotel govoriti? Še enkrat, zelo se opravičujem za to. Dejstvo je, da bo ta epizoda vse, kar se lahko zadovoljite ta teden. Unih 6 poslušalcev, še vedno vam hvala. Nekaj časa je bilo 7 in sem bil ful vesel. Ampak pa sem ugotovil, da je to sam jaz v drugem akantu, tako da to ne šteje. Tako da še vedno v 6. Najlepša hvala, vi me držite, vi ste moj kruh, moj voda, moj Jezus Kristus. 6 Jezus Kristusov, moji apostoli. V tem primeru sem jaz Jezus Kristus. Ne bom se še posvečal v take zadeve. Bog z vami. Ok, v redu. Ko bom začel? Ura je večer, to je dejstvo. In 1 uro nazaj sem gledal en film, ki sem hotel že ful dolgo časa nazaj gledati. Imenuje se Mr. Babadook, The Babadook. V glavnem, če se še iz tega imena ne razume, je to grozljivka. Babadook. Že zdaj, ko sam pomislim, in je že... zakon, film. Bellissima. Ne vem, to je neka avstralska grozljivka, ki so jo naredili leta 2014, se mi zdaj, kakor se spomnim. Govori o temu Babadooku, ki je en tak zlodej, demon, ki pride v hišo, oziroma ga moraš spustiti po 3 udarcih, bam, in potem ponavadi proba on ostati v uni hiši, zasedeti, po moje okupirati tvoje telo, da ubiješ vse ostale člane, ki jih ne mara. In dejstvo je, da mu moraš narediti prostor za njega, ki lahko on živi, in to je to. In potem si v redu, ampak seveda tega na začetku ne veš. Film je bil ful cool. Jaz sem se ga prav res strašno utripam. Odlična zgodba, jaz sem imel, lepo ležim na kavču, brez vsega, lepo tam v tišini, priklopim na TV, tako da je bilo še ekstra surround sound in to. In potem gledam urco pa pol, glih prav dolžine, res vražim filme, ki so čez 2 ure, ki začneš gledati na uro, še posebej, če te not ne
potegne ta zgodba. Ampak v tem primeru je bilo zakon, zato ker me je potegnil. Tako da tudi, če bi bil še eno uro dal, pa da bi bilo zanimivo, I got this. Ok, a ja, to, da ste vedeli, da je malo bolj strukturirana ta epizoda, malo bolj profi. Slišite to? To je zvok papirja. Tako je. Vaš predragi host, Jošt, si je napisal bullet pointse na papir, da lahko direkt vidi, o čem hoče govoriti in da ni samo neko žlobodranje v 3 krasne. No, to smo povedali, ok, ne bo glih tega not, ampak ja, razumete, kaj mislim, da je malo bolj strukturiran, da nisem jaz čist vrtljiva glava, k na enem vrtljaku in potem vam je slabo, meni pa še bolj, zato ko polka editam, se poslušam nazaj in se hočem sam udariti čez displej v moja usta, v moja MP3 audio oblika usta. Not govori v glavnem v zgodbi o ene mame, pa njenega otroka in prve pol ure, dokler pač se pol ne začne s tem bavadokom, koliko mi gre tako malo na kurac, res. Ker poznam ene take otroke. Naprimer, danes sem bil z mojimi nečaki, jaz pa brat sva šla pogledat, jih malo zabavati, zato ker sestra pa njen sta šla malo na dopust, malo stran, ne, logično, ker sta naporna. Rad jo imam, ful jo imam rad, ampak sta glih v unih letih 6 pa 3 in ja, včasih je res to cel napor. Jaz sem imel dovolj, une 2 urce je bilo čist dovolj. No, in sem šla pogledat in smo se malo igrali pa to in ja, pač se veš, otroci to reagirajo, še posebej, ko so veseli in potem so še malo tako bolj kdaj jezni vmes ali pa kaj, še posebej, če se hecaš, pa je kdaj malo na njihov račun in pol veš začnejo ščipati pa ravsati pa take. In v glavnem ta otrok je bil isto ta, samo da ta njegova mat je pač sama, zato ker je njen mož umrl, prometni nesreči z njo, on je pač umrl, ona je preživela in je imela glih takrat tega otroka in jo pač vedno spominja na ta dogodek, ampak ga ima zelo rada, seveda, ne, mame je to. Mame so veliko bolj odlične za vzgajanje otrok, zato ker lahko ne mame, ženske, mislim, zato ker lahko imajo različne te nivoje sočutja, ne. Naprimer, jaz, ko sem jezen, sem lahko jezen cel dan skozi in tudi mame, ko so jezne, ženske, ko so jezne, lahko potem pač bolj v easy sem gotovo spremenijo to čustvo, ne, iz jeze v veselje, lahko kar tako, enkrat, bam, tako na konec. Mi ti smo pa lahko jezni skozi in zato prav, da smo trmasti ali pa jih je nemogoče se z nami pogovarjati. Zato so tudi ženske zafrustrirane z moškimi. A ne, zato, ker so pač čemerni in pa tako sedijo, pa ful razmišljajo o eni stvari, ki se je zgodila, mogoče je čist neumna, ne. Recimo, da je hotel popraviti vratca od ene omarice v kuhinji in bo sploh ni uspel, zato, ker nimata pravega šrafencigerja ali pa bo treba celo zamenjati ali pa karkoli, kar nekaj tacga. In to nas lahko mori cel dan. In ženske, bejbe, tega pač ne razumele. Tudi če pol jim poveš, to še vedno takrat v enem momentu ne bojo razumele in pač hočejo pomagati, veš, ko so take. In in mi pa samo ne, a mi lahko daš mir? Draga, prosim, daj mi mir, zato da jaz lahko razmišljam o svojem neuspehu in se pač tepem sam v tišini. Jaz nočem tega dati nate, ampak jaz moram to s sabo razčistiti. Ona pa tako, pa res, ti ne bi rajši s to malo pomagala, kaj pa če jaz to naredim? Pa ona pa to ne, lahko. In pa smo samo še bolj živčni, zato ker na meni hoče pomagati in mi smo moški, ponosni, prsa ven, ne, to meni ne bi pomagal, jaz lahko to sam naredim, in potem je sam še slabš. Tako da, punce, pustite moškega v unem. Kar lahko naredite, evo, če hočete biti super zakon bebe, recimo pripravite mu nekaj. Mogoče samo date mu per, naredite sendvič ali pa kaj, samo prinesite mu. Takrat, ko najmanj pričakuje, recimo, da ne je, ali pa kaj. Samo prinesite mu, dajte mu lupčka, nasmehnite se mu in to je to. Nič, samo pejte stran. On bo sam tako, možgani bojo sam, what the fuck just happened? Točno to, zato, ker ne bo pričakoval. In če vi nočete nič v zameno, zato, ker ste to naredile, vas bo imel sam še bolj rad. To je dejstvo, fucking dejstvo. To je meni bivša ene 2krat naredila in tega ne bom nikoli pozabil. To so ene najlepših spominov, kar ima. Tako da, en super tip point. Ampak, evo, gremo nazaj. Fak sem že zajebil, dobro, da imam te liste kle. V glavnem otrok,
res prav nadležen, tak se je bil pač malo poseben, skozi je videl te pošasti, pa razne zadeve, pač domišljija, ne otroška, ampak res je najedel, še posebej, v bistvu nisem bil toliko z njim jezen, v bistvu sem bil z Matko, zato ko ona je bila pa čisto una mama, ja, saj je v redu, saj ni nič tacka, malo je živahen, ne. Jaz imam rad svoje mat, zato ker takrat, ko me je bilo treba imeti rad, me je imela zelo rada, takrat, ko me je bilo pa treba disciplinirati, fucking kuhalnico ven, pa sam poriti, ali pa po prstih, če je bilo treba. In a kaj narobe zdaj z mano? Jaz mislim, da ne. Sklepam, no, mogoče sem pa čist odštekan. Ampak glej, jaz mislim, da je definitivno pomagal. Fotri, pa ponovadi ni bilo treba, je bil samo tako jezen, si se ga bal. Sploh mu ni bilo treba nič reči, samo je dvignil glas. Rekel, hej! In pa si bil sam tako, okej. Predam se, bila zastava, grem v sobo, bom priden. Pač matke so pa mogle malo zavihteti, da so pokazale svojo dominanco. To. In pač dejstvo je. In ta matka ni delala nič od tega. Ampak pol kasneje, ki je pa že njo pozesil ta ghost, ta Babadook, se je pa izkazal, da malo je ful pomagal in njegova ljubezen do te mame, a ne itek je mogel biti na ta način narejen v filmu, potem pomagala tej mami, da ga ni ubila. Ja, to je bila fora. Ka psa je prej zadavila, ampak njegaj sina se je pa rešila, mislim, sta pa rešila situacijo. Tako da ja, ta matka igralka, ne vem kako je ime, pogledajte si ta The Babadook, ki tako je glavna igralka not, največ naredi, vse se okoli ne vrti. Oscar predstava, res, to je odlično je zaigrala, vse te krike, take razne zadeve, emocije, vse to, res odlično, tako da zdaj bom še kdaj pogledal ta film, samo da mi ta kurja polt zgine, ne, to bo po moje zih trajalo ene par dni, pa se že veselim, kako bom jaz danes spal, Če sam kaj slišim, bom, ja, lulal. Noter je v glavnem ta knjiga, ne, začne se s tako rdečo knjigo, ki se imenuje gor Mr. Babadook in govori zgodbo o tem, ena taka pop-up knjiga, sličice se ven dvignejo pa to in jaz bi imel to knjigo, furov huda zgleda, jaz obožujem take zadeve in je res fajn. Edino, kar je, gledal sem malo pol na eBayu, pa to koliko stane, ne, zato ker je bilo samo določeno število teh knjig, ki so natisnili in je tam nekje med 300 pa $900, tako da sem bil sam tako. Mogoče jo pa kdo na Etsyju dela, pač dejstvo je, da si ne morem jaz tega privoščiti trenutno, mogoče enkrat v prihodnosti, ja no, mogoče ko bo malo popularnost odpadla od tega, upam in bo pol en tako za 50 € prodajal in pa bom sam, give me that, in pa bom jaz to bral svojim, ne čakam. Ne se ne, to je bila kar kruta. Imam tudi plan, zdaj pač ta strašni oktober, in bo še veliko filmov, ki bom pogledal, to bom ponovadi vsak let, tak čas, ko gledam red te grozljivke, pa to, čez ostali let, sam čez kakšne res dobre pridejo, tako kot It, ki je bil, tisto, Pennywise, ampak večina je pač tako takih, ki so bolj za ta čas, ne, za Noč čarovnic in podobno, tako da, ena izmed takih je Annabelle, to je una punčka, una doll, mehna igračka, Scary Stories to Tell in The Dark, je isto na foru tega Pennywisa, Ita, samo da je bolj tako razširjeno, je več različnih zgodb in se vrti okoli isto malih otrok. Pa je pa še The Haunted, Eerie, St. Agatha, ki je v nunah, Sicin 5, nek tuj film, tuji so včasih tudi ful dobri, sploh japonski so fucking creepy. Original Grudge je japonski, a ne, in ti so, morate vedeti, res, jaz obožujem grozljivke, ampak je, v dlake na mestih, ker nikoli ne bi pričakoval, salutirajo gor, resno. Fuck. Pa The End, pa The Curse of La Llorona, nek španski se mi zdi, da je. Ampak ja, te so zdaj, ful sem vesel, to bo zdaj v teh 2 tednih se še pogledal, bom zih v podcastih to še naprej govoril, ampak ja, so excited! V redu, da pa naprej. Danes bo gledal vse v filmih, jaz obožujem filme. En izmed mojih najlepših spominov je sam noro smejanje pri kakšnih Jim Carreyjevih komedijah, ali pa sem že mislim, da govoril, ampak najbolj filmi, ki obožujem, so od Jason Statuma, One Man Machine, ko on sam pride, razbije vse, dobi bejbo in pol gre, ne, pač jebi ga, moški imamo svoje fantazije, kaj bi radi bili, eni bi radi bili astronauti, eni to, zdaj bil pa samo badass, ki bi pil, pa treniral, fight crime, recimo,
bil s hudimi, zanimivimi bebami. In to je to. Kaj še hočem? Se nisem predzahteven, ne? Jaz mislim, da ne. Ok, filmi, ki jih pričakujem v naslednjih 90 dneh. Ponovadi grem čez IMDb, čez une trailerje, ne? Upcoming trailers, in pa si pogledam in si sam tako zacahnem. Ok, tega bomo gledali, to gremo v kino, to bomo na partu zelo, kaj, o čem govoriš? Ok. In ja, to je to, to so te filmi. In prvi, ki sem ga že ful časa čakal, sem ful vesel, da priše, od Martin Scorseseja The Irishman. Bam! Unik obožujete Martin Scorseseja, The Departed, Wolf of Wall Street. Ja, res, on je mojster, kar se tega tiče, in ni tak spet neki z mafijo, ki je bil Departed. In da vam sam povem igralce. Prvi na oder, Al Pacino. Drugi na oder, Robert De Niro. In tretji na oder, legendarni fucking Joe Pesci. Pa seveda tudi Harvey Keitel. Ampak oni trije, ta prvi, fucking sveta trojica igralcev za take badass filme, mislim. Ne morem verjeti, jaz sem mislil, da je tako vsaj dva izmed teh sta že mrtva, ne. Ampak ne, še vedno in še vedno snemajo. In za Martin Scorsese, tako da prosim, rotim vas, fucking plačam karte, če mi rečete, sem pejte gledati ta film, ki je definitivno bolan. Definitivno. Pa še Joe Pesci, a ne? Kaj Pesci? Pesci je tudi pica. Moja definitivno ena izmed najljubših pic. Tako da yes, pica z jajcem, bam. To sem hotel še dodatno povedati, tako da če mi kdo časti pico, Pesci pico. Lepo prosim, ok, v redu, ok, čau. Ja, in se morate zavedati, oni so že stari jodlari v Hollywoodu in v naslednjih 5 letih še manj lahko vsi grejo. Krsta, bam, v zemljo, čau. In da jih imamo še vedno kle, njihove filme, še posebej, ki so fucking skupaj, je samo tako, prosim, pridite, prosim, pejte gledati to, skupaj se bomo imeli fajn in jaz res se počutim povezan zato, ker sem z njimi. Glej, pač jaz moram živeti v svoji fantaziji, zato ker je tako lažje. In ja, res odlično, no. Tako da to čakam. Trailer je, bellissima, perfetto. Govorim o enemu Jim Hoffa, en, ki je te unione vodil ne Union, naš pivo, ampak Union so te sindikati, se mi zdi, za delavce v New Yorku, Chicagu, Detroitu se mi zdi, Detroitu. In umor njega, oziroma izginotje, ne zdajo preveč v trailerju, je glih dovolj zanimiv. Pač in tak spet Scorsese, ne fokusira se sam na enega, ampak ima več različnih zgodb kot Departed in je, ampak so vedno toliko skupaj povezane, pa toliko dobre individualne, da skupaj naredi masterpiece. Ok, naslednji film je Midway. Kolikor se spomnim zdaj iz trailerja, je 2. svetovna vojna in je borba tam med Havajem pa Zahodno Ameriko, ne, San Francisco, LA, in je po Pearl Harborju, potem, ko so Japonci bombardirali in se odločijo narediti protinapad, Američani. V bistvu, glavnem, so bili prepričani, če tukaj izgubijo, imajo Japonci dostop do zahodne obale in lahko bombardirajo vsa ta mesta. Pa če obožujem te vojne filme, še posebej, ki so po resničnih dogodkih. Ne vem zakaj, ampak dati neko tako bolj strastno. Nasploh filmi, ki so po resničnih dogodkih, sploh vojni, so mi dosti blizu, zato ker je ponovadi to bratstvo, pa cilj, uspeh in borba za pravičnost, za dobro proti zlu in take zadeve. Tako da ja, ker ima v glas zjebo. Potem naslednji je Le Mans 1966. Bam! Če že niste vedeli, se obožujem avto in to, še posebej klasike stare. In to govori o eni izmed najboljših rival bitkah med dvema skupinama, med Ferrarijem pa med Fordom. Takrat je Ferrari bil bolan, je mislim, da 5 ali 6 let že zapored zmagoval na tem Le Mansu, ki je ena izmed najbolj znanih 24-urnih dirk na svetu. Furajo po Franciji, po enem mestecu, tam okoli. Samo da vam malo statistike povem, kdo špila. Matt Damon špila Carroll Shelbyja, ki je naredil avto Mustang, oziroma ga je še bolj predelal, še razne zadeve, en med bolj znanih in bolj bolanih ljudi, kar se teh avtov tiče. Jezus za športne avte, te ameriške. Christian Bale,
On igra, zdaj se nam spomnim, kako mu je že ime, ampak angleškega voznika, takrat ni bil kao najboljši voznik na svetu, dirkač, in pač njuno zgodbo, potem zgodbo Ferrarija, Forda in isto film na nivoju Irishmana, tako da prosim, gledati. Plus gledal sem Jay Leno Garage, ker je bil Matt Damon gor in se je furil z Shelbyjevo Kobro, ki so jo imeli na setu in je bila tudi v filmu in ja, sem tako unik, obožujete avto. Obvezen film, za domačo nalogo vam dam. Evo ti, najboljši. Ok, drug list. Fejem, stran z unim. The Good Liar. Ok, ta je malo drugačna tema. Helen Mirren, Ian McKellen, oba dva že ful stara, oba dva še vedno seksi. Con Man, to unike poznajo, to so te prevaranti, bla bla bla, vrtopirci in podobne. Ljubezenska, ampak tudi taka akcija, tako da to mislim, da bo tudi ful zanimiv vsem, ki je taka zadeva všeč. Trailer je bil ful tak na horror experience ali pa na thriller, ampak film piše, da je drama. Definitivno si ga bom pogledal. Ian McKellen, odličen igralec, vsi ga po moje poznate iz Gandalfa. Iz Gandalfa, ja, Gandalf ima svoj film. Gandalf, The Origin Story, ne, iz Lord of the Rings pa Hobbita. Helen Mirren pa je tak izmed bolj znanih igralk angleških, svetovnih. Stara je, mislim, da tam v 70-ih, ona je še vedno huda. Ona je ta prava gilfica, no, tako bomo rekli. Tako da, če že ne, sem zaradi tega pete gledati. Ok, naslednji, Dark Waters. Mark Ruffalo, Anne Hathaway. Mark Ruffalo, Hulk, Anne Hathaway, ne spomnim se glih toliko filmov, kva je špilala, ampak je odlična igralka. Nekaj, ki je bila princesa, to se spomnim, da je sestra oboževala te filme. DuPont, kemično podjetje, ki zastruplja živino, ljudi, spet ne, te velike korporacije zlobne proti little guy, mehkim ljudem, ko jih zabavajo, držijo državo, government v pesti, ker imajo toliko denarja in jaz obožujem take filme. Film je pa isti, vsaj izgleda tako kot Insider, ki je bilo pa za tobačno korporacijo, tako da te filmi definitivno so dobri in grejo, tudi trailer razgledal ful zanimiv, grejo ful dobro naprej. Ok, poj pa en tak bolj poseben, da malo je svoje latino stran dam noter. El brazos de un asesino, oziroma En brazos de un asesino, a.k.a. v rokah morilca. William Levi, heartthrob iz vseh unih španskih nadaljevank. Baby boste vedeli, kdo je, tudi kakšni tipi, jaz definitivno ne vem. On igra španskega hitmana, ki je James Bond / Jason Statham / hud tip, ki je nevaren in badass. To je najboljša primerjava, ker lahko vidim. Spet tak film, One Man Machine, kot sem že govoril, te filmi so mi všeč. Itak tipična zgodba. Bejba v težavah, hud tip, ki je nevaren, badass. Blam, 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 zacepas v to bejbo. Nemogoče, a ne, vedno je isto. Skupaj ubijeta vse. In potem živita srečno, oziroma sklepam, da bo tako, zato kot ponovadi gledajo to filmi. Glej, sexy bastard, a ne, William Levi, da tudi majco dol, tako da baby, mislim, da je že prodano za vas. Zame tudi, imamo radi six-packe, tudi če niso na nas, pa gledamo nekoga, smo ljubosumni, ampak hkrati smo tako, bravo zate. Vsaj tako jaz gledam na življenje. Tako da to je moj tak moški chick flick, man flick, ne, ženske imajo kakšne romantične, pa to je pa pač zame. One Man Machine. Zgleda, ok, v redu. Naslednja. 1917. Ponavadi so taki naslovi filmov, to že veš, da je v prvi svetovni vojni, ne? Zato, ker je direkt takrat letnica, je skoraj 99%, da je to neki zvezi s prvo svetovno vojno. In din, definitivno prva svetovna vojna. Govori o dvema angleškima vojakoma, ki morata dostaviti ukaz za preklic napada, ker je past in morata iti za sovražnikovo linijo. Spet, nor film, zgleda nor v trailerju, vojni film, obožujem, a ne, moja niša. In tudi malo sem že razmišljal, da ne, ker tudi prikazujejo ful dobro, ne, koliko je v bistvu nam zdaj v easy, kar se vojn pa takih stvari tiče, kolikor, ki so se takrat borili, ne. Moraš se predstavljati, to prva svetovna vojna, eno iz mojih najljubših podcastov je Hardcore History in Dan Carlin, take govori ta podcast, je povedal celo zgodbo oziroma ful velik zgodbe o tej prvi svetovni vojni, ure in ure podcasta, no, raziskovalci. In tudi na YouTubeu sem se že ful pogledal. In ja, jaz to obožujem, še posebej te zgodbe in kaj so delali in kaj so imeli takrat, ne, razne bolezni, razne, kako težko je bilo. Pač nasploh, kako nam je v bistvu zdaj lahko z vso tehnologijo zdravila, takrat je bilo res ekstra ekstremno, tako da sam ponos, hvala vsem, ki so služili, ki so se borili in to je to. Bam! Evo, konc smo s temi filmi, končno, oziroma sem sam vesel, da sem lahko to vendal.
In zdaj pa naprej, a ne. Malo bi rad govoril tudi o mojih planih za naprej. Kaj mislim s tem podcastom, kaj mislim narediti, jaz hočem, da tudi vi to veste prve roke, zato da ste videli, kam to gre. Videoti, to sem že na začetku govoril, da sem probal en podcast narediti, nažalost mi ne uspe, ampak moj brat ima še en, poleg svojega Beres kompa, Delision, ima tudi na voljo enega strga gamerskega, se pravi, ki ga lahko uporabimo v bistvu za editanje teh videov, tako da ga bom prepričal, da sem mlajši brat in on ponavadi naredi, kar jaz hočem, ne, sem to ni, to ni res, ampak se že veselim, da vam lahko tudi to omogočam, a ne, video verzijo podcastov. Pa tudi tako na mojem Instagram profilu, da bo več manjših klipov, posnetkov, mogoče tudi izseki iz podcastov, da malo ne dam audio, pa malo editam skupaj, da bo malo bolj vizualno predstavljivo. Pa kaj, da bo še malo format bolj povezana, ne, še z vašimi idejami, kot gledalci / poslušalci, da tudi vi malo poveste ok, tukaj se mi zdi kul, še o tej stvari se pogovarjaj, mi tudi obožujemo grozljivke, mi imamo tudi crush na tega William Levi Epse, tako da ja, take zadeve, no, se bomo že našli skupaj. In nasploh, kaj sem hotel reči še sam, najlepša hvala za vso podporo. Se skozi hecam, a ne, 6 poslušalcev, ampak dejstvo je, da jih je 10krat toliko in wow, no, nisem mislil, da bo tako in sem definitivno pripravljen še ful več vložiti, zato ker to res obožujem, res se mi zdi fajn, lahko dam ven svoje misli in ja, zdaj se že tako malo cheesy sliši, ampak ne, res tako ful cenim to podporo. Tudi razni intervju zadeve, v glavnem imam že ful planov za naprej, moram se samo bolj zorganizirati, moji možgani delujejo 150 na uro, tako da dajte mi malo potrpežljivosti, prosim, jaz bom bang outu, jab, right hook, bla, 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 te podcaste. Veselim se novih epizod, veselim se vaših komentarjev, povejte, lajkite, čau, bau, 120 pisanih krav, done, woo! Do 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 bow bow do 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 do. To je outro. Pidu pidu do. To je moj outro. Pidu pidu pidu. Poslušaj mene. Do do pu 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 pu.